Kje je meja med osebno delitvijo in pa, oziroma pristno delitvijo in pa osebno razgalitvijo? Ja, torej osebnim deljenjem, mislim, pristnim deljenjem in pa res enim takim razgaljenjem. Zdaj, jaz seveda veliko govorim o pristni spletni prisotnosti, ki je, bom rekla, v letu 2026 še toliko bolj pomembna. Že na začetku leta 2026 sem med trendi 2026 napovedala, da bo vse več vsebin, ki so generirane z AI-jem, to se pravi z umetno inteligenco. Vse več je, bom rekla, vsebin, ki pritegnejo več pozornosti kot naše vsebine, tako da zadnje čase se mi je že kar ene par ljudi potožilo, da njihove vsebine in vključno z mojimi, tudi to opažam, ne dosegajo več, bom rekla, ne dosežejo toliko več ljudi, kolikor so jih včasih. In to ni povezano s tem, da bi se naše vsebine kaj poslabšale ali pa karkoli, ampak gre dejansko za to, da je dejansko zasičen, torej Facebook in ostala socialna omrežja so vse bolj zasičena. Tako da tukaj bi res rada opozorila, socialna omrežja niso vse, kar šteje pod spletno prisotnost, so zgolj en delček in imajo svoj smisel v vseh spletnih kanalih. Vendar pa se bom danes v temle razmišljanju na glas osredotočila predvsem na to, kako v bistvu postaviti to mejo oziroma kje je ta meja med pristno delitvijo in biti pristno prisoten in med tem, da v bistvu pridemo že do tiste točke, ko se razgaljujemo. Torej, prva težava, no, to se pravi, je ta, da pač vse več te AI vsebine, kar pa po drugi strani daje nam priložnost vsem tistim, ki ustvarjamo s svojim znanjem spremembe pri ljudeh, da res, bom rekla, dosežemo tiste ljudi, srčne stranke, prav s tem, da smo pristno prisotni in da smo človeški, ne, ker konec koncev vsi tisti, ki pač delamo z ljudmi, nas ljudje rabijo spoznati, rabijo začutiti in tukaj je v bistvu ta pristna spletna prisotnost, to se pravi prvi korak do tega. Druga stvar, ki jo ta pristna prisotnost prinese, je to, da izstopaš v množici enakih. Jaz mojim strankam v mojih programih vedno rečem, predstavljaj si, da je v bistvu več ljudi danes, ki dela enake stvari in vsi ti ljudje so v zadnjih letih, velika večina teh ljudi je v zadnjih letih šla na splet, ja. In na spletu postanemo eden od mnogih, če ne najdemo nekega svojega glasu in neke svoje pristnosti. In pa tretja stvar, poleg AI-ja in pa izstopanja v tej množici, je torej to, kar nam prinese ta pristna spletna prisotnost, pa je to, mogoče se malo čudno sliši, ampak verjamem, da je res, da je dejansko potem lažje delovati, ja. Ker ko najdemo eno tisto svojo edinstvenost, ko najdemo eno to svojo, bom rekla, pozicijo, smo potem, bom rekla, lažje nam grejo stvari. Manj se mogoče obremenjujemo s konkurenco, ker vemo, da imamo bolj, bom rekla, ker vemo, kaj je tisto naše svoje, ne, naše samosvoje, jaz temu rečem. Lažje se je spraviti, bom rekla, narediti, bom rekla, neke ali objave ali neke, karkoli pač že počnemo v okviru te naše spletne prisotnosti. Zdaj mimogrede, preden nadaljujem, samo to, da se na hitrico predstavim, če se slučajno prvič vidva, sem Marija Maruša Jovanovič oziroma Maruša na kratko. Delam pa, kot sem že omenila, zlasti z ustvarjalci znanja, ki s svojim znanjem ustvarjate spremembe pri ljudeh, mentorji, kovči, izobraževalci. Vodim vas vse od strukturiranja vaše ponudbe do kreiranja programov, zlasti online programov, torej snemanja in priprave online programov. Pomagam pri grajenju ene take pristne spletne prisotnosti in mimogrede tukaj na tem mestu mogoče opozorim, ampak povabim, spodaj v opisu boš našel link do brezplačnega programa, kjer grem res bolj strukturirano čez to, kaj pristna spletna prisotnost sploh je, kako graditi to spletno prisotnost, in vse te detajle, skratka, majčkeno bolj strukturiran pristop v brezplačnem uvodnem programu najdeš spodaj v opisu. In pa še ena stvar, ki jo nudim, je pa storitev po principu Naredim zate, kjer vsem, ki, bom rekla, potrebujete ali pa želite graditi prisotnost tudi skozi spletne skupnosti oziroma spletne učilnice, nudim tudi storitev po principu Naredimo zate in sicer gre za storitev Spletni hub,
kjer postavimo tako prav specialno, posebno spletno učno središče, ki, bom rekla, majčkeno drugačne kot klasične spletne platforme za spletno učenje, namreč združuje dve pomembni stvari iz online sveta, in to so spletne sobe, to, kar poznamo sicer na socialnih omrežjih kot skupine, in pa klasične spletne učilnice z tečaji oziroma z moduli in lekcijami. Poleg tega lahko gradite tudi svojo spletno prezenco in vse te zadeve. Evo, skratka, vse podrobnosti najdeš spodaj v opisu, mi gremo pa zdajle na razgaljenje in deljenje oziroma tisto pristno, zavestno deljenje svoje vsebine, svojih pogledov in vsega tega. Zdaj, tole epizodico razmišljanja na glas sem razdelila v 3 sklope, in sicer prvi sklop bomo šli pogledat 3 tipi ljudi, ki delijo zelo zasebne zadeve. Ja, bom razložila, zakaj sem se odločila, da to vključim. Potem se dotaknemo 3 sklopov vprašanj, ki jih lahko uporabiš za, jaz temu rečem, samo raziskovanje, to se pravi, s katerimi res lahko se, bom rekla, majčkeno samo skovčaš, kar se tega deljenja tiče. In pa na koncu pogledamo konkretne napotke, kako graditi zdaj to pristno spletno prisotnost, torej kaj je res tisto, kar dela to pristnost oziroma to avtentičnost. Evo, začnimo najprej s temi tremi tipi oseb. Poletje se mi malo pozna že, se malo že možgani kurijo. Torej, 3 tipi oseb, ki veliko delijo oziroma ki delijo, bom rekla, zelo osebno, stvari iz osebnega življenja, mogoče celo, ja, bom rekla tako, iz osebnega življenja, in delujejo v biznisu. Ja, to se pravi, imamo ljudi, ki seveda delijo stvari, ne vem, svojo družino, svoje navade, svoje življenje in tako naprej, pa niso v biznisu. Okej, te nas ne zanimajo, ker smo mi v biznisu. Oni imajo svoje razloge. Jaz bi pa tukaj rada poudarila 3 tipe, ki pa to počnejo in so sicer tudi v biznisu. Zakaj to poudarjam? Zato, ker sem opazila pri ljudeh, pri mojih strankah oziroma ljudeh, ki greste v to, bom rekla, spletno prisotnost, da potem to vzamete za zdravo za gotovo, za referenco, kako se biznis dela. Ja, zato ker toliko deli, to se pa potem biznis tako dela in jaz moram tudi tako deliti. Pa ni res. Ja? Ker namreč imamo 3 tipe ljudi, najbrž jih je še kaj več, ampak jaz sem zdaj vzela za merilo 3 najbolj pogoste, in sicer prvi tip ljudi so ljudje, jaz sem jim rekla, ki so zelo odprte narave. Ja? To so ljudje, ki so najbrž že po naravi taki, da kadarkoli bodo prišli v družbo, bojo z veseljem in brez problema podelili in osebne zadeve in osebne probleme in ne vem kaj še vse. Ja? Tako da to so ljudje, ki to počnejo naravno. Ja? Ni nič narobe, ali pa ni kaj, ne vem, ali pa da so kaj posebnega, ali pa da je kaj narobe z njimi, ali pa karkoli, ali pa da je slučajno kaj narobe z nami, če mi tega nismo pripravljeni početi. Ampak gre za pač karakter. Ja, to so ljudje, ki so tak tip osebnosti, ki pač jim to odgovarja. In kaj se zgodi, ne? Te ljudje potem delijo veliko stvari iz privatnega življenja, včasih čisto kakšne banalne stvari ali pa kakšne stvari, ki je nam mogoče, kaj pa to sploh deli, ne? In hkrati delajo svoj biznis. In jim recimo biznis ful dobro laufa. Ampak jim ne laufa biznis dobro zaradi tega, ker delijo te stvari, ampak zato, ker pač taki so. Ja, ker skratka, ni tukaj nujna korelacija med tem, da moramo mi te stvari deliti, pa biti taki in tako početi, samo zato, da nam bo biznis dobro laufal. Ja? Velika verjetnost je celo to, da mi, če tak tip človeka nismo, če nismo tak karakter, če se nam to zdi celo sporno ali pa karkoli, če bomo to počeli, bomo malo zašli, ne? Bomo šli v nasprotje s sabo. Torej, to so prvi tipi ljudi, odprti, jim bom rekla, odprte narave. Drug tip ljudi so ljudje, ki to delajo za biznis. Ja, najbolj tipičen model so tukaj influencerji in tukaj spet pride, sploh pri coachih, mentorjih in vseh teh, ki nismo influencerski tip, pride do napačnega razumevanja, da se tako online biznis oziroma da se tako v spletnem svetu dela. Kar pa ni res. Ne? Influencerji moramo vedeti, da delijo, bom dala zdaj en primer, pač niti nimam nikogar konkretno v mislih, ker ni relevantna vsebina zame, ampak recimo, da imamo neko družino, da se neka mamica odloči in deli zelo privatne zadeve iz življenja njihove družine. Od tega, kako otroci rastejo, do tega, kam grejo na izlet, do tega, kako kuhajo, ne vem, razne zadeve, ne? Mogoče celo tudi iz partnerskega odnosa in take zadeve. In potem s tem potegne, zakaj to deli, zato, da jih sledijo ljudje, ki jih te vsebine zanimajo. Velika verjetnost, da so to mamice,
ki sledijo, ker so tudi oni v takem življenjskem obdobju in jim je to ali za inspiracijo ali karkoli, ne? Ali za neko motivacijo ali karkoli. In potem ta influencerka, ki to deli, je njen glavni poslovni model to, da pritegne sponzorje, ki imajo izdelke ali storitve, ki so namenjene te ciljni skupini, torej tem mamicam, ki njej sledijo. Ja? Tako da to je popolnoma drugačen poslovni model, kot ga uporabljamo mi, ki s svojim znanjem ustvarjamo spremembe pri ljudeh. Ja? Mi gradimo s svojim znanjem in nam je spletna prisotnost zato, da pritegnemo ljudi, da pritegnemo prave ljudi, ne pa zato, da potem imamo sponzorje in tako naprej. Ne? Tretja skupina ljudi so pa ljudje, jaz vam rečem, ki so se odločili deliti svoje travme, izkušnje, preizkušnje, življenjske situacije. Skratka, to so pa ljudje, ki so se zavestno odločili, torej velika verjetnost je, da delujejo v neki tej izobraževalno, coaching, svetovalni branži in imajo za seboj neke, rekla, take in drugačne življenjske preizkušnje in so se za voljo, ne bom rekla promocije, ampak za voljo tega načina, kako, bom rekla, dostopajo do ljudi in kako osveščajo o stvarih in tako naprej, zavestno odločili deliti svoje male in velike travme, svoje male in velike preizkušnje in tako naprej. Ne? Kar pa spet pomeni, ne, da mi se ne rabimo zgledovati po njih. Skratka, vsak od nas si postavi mejo oziroma standarde, kaj je pripravljen deliti in česa ne, tako da v bistvu gremo zdaj v ta tri sklope vprašanj. Pa mimogrede, če se slučajno še nisi naročil in če te take vsebine zanimajo, priporočam oziroma te povabim, da tamle kanal, se naročiš na kanal, vklopiš zvonček, da boš obveščen, ko naslednjič delim tovrstne vsebine in pa hkrati, če ti bo na koncu, lahko priješ do konca, pa da preposlušaš vse in povšečkaš vsebino, če ti je, bom rekla, če je to zanimiva vsebina, skratka, s tem daš meni feedback, pa s tem daš algoritmom vedeti, da so te vsebine zanimive in jih lahko pokaže še komu drugemu. Ok, zdaj pa gremo v te, jaz sem jim dala 3 sklope vprašanj, so pa v bistvu, vsak sklop je malo več, mislim, eden od sklopov je iz 2 delov vprašanj. Gre za to, da si s temi vprašanji lahko pomagamo, da določimo svoje standarde. Ja, standarde, pravila, kakorkoli temu rečemo, to zelo neke standarde tega, kaj mi počnemo v biznisu. Kot boš videl, vprašanja so blazno preprosta in so čisto logična, ampak je vprašanje, če si jih vsak od nas res kdaj zastavil. Ne? Tako da to je, bom rekla, en filter, ki si ga lahko, če si ga še nisi, predlagam, da si vzameš čas, zdaj preposlušaš, potem si pa enkrat vzameš čas, pa tamle pod kakšno hruško ali pa na kakšnem sprehodu malo premisliš o teh zadevah. Zdaj, zraven bom mogoče navajala kakšne primere, naj povem, da so to moji primeri in moji standardi. Ja? Tako da, ko bom dajala primere, oziroma ko bom rekla, jaz to delim, to pomeni, da je to moj standard in ne rabi biti to vaš standard oziroma vaše pravilo oziroma vaši so drugačni od mojih. Ne? Ok, prvo vprašanje je zelo logično, kaj sem pripravljen deliti. Ja? Kaj sem pripravljen na socialnih omrežjih, na blogu, v mailingih in tako naprej, skratka na vseh spletnih kanalih, kjer se pojavljamo, kaj sem pripravljen deliti. Kaj sem pripravljen deliti recimo od moje zgodbe, katere moje zgodbe sem pripravljen deliti. Ja? To se pravi, da si kar postavimo eno pravilo, pa rečemo, moja osebna zgodba, recimo jaz sem pripravljena bila deliti to varianto, da sem pred praktično skoraj 10 let, dobrih 7 let, delala v korporativnih vodah oziroma v mednarodnem okolju, veliko potovala, bila odsotna doma z malimi otroki in tako naprej. In je pač del moje poti tudi to, da gradim pač ta biznis na majčkeno drugačen način, z več prisotnosti v družini, mogoče z manj dela, z manj garanja in vse te zadeve. Ne? Skratka, to je recimo zgodba, ki sem jo jaz pripravljena deliti. Ja? Tukaj si jaz postavim standard, to je zgodba. Ne bom pa delila zgodbe o, ne vem, karkoli drugega. Ja? Kaj sem pripravljen deliti glede mojih vrednot? Ja, to je eno vprašanje, ki mogoče ne vem, če si ga kdaj zastavil. Katere so sploh tiste vrednote, ki jih želiš na socialnih omrežjih oziroma na spletnih kanalih izpostaviti? Kaj pri spletni prisotnosti želiš, da
ne, da se pokaže skozi vse te tvoje objave. Bomo o tem majčkeno več v tretjem sklopu, ko gremo v to, kaj je pravzaprav tisto, kar gradi pristno spletno prisotnost. Ne. To se pravi, katere moje vrednote. Recimo, ena moja vrednota, povezana že s to zgodbo, ki sem jo omenila, je, da delim, da mi je pomembno, da imam možnost, da kuham, da skrbim, mislim, v tem smislu, ne, da si lahko skuham svojo hrano, da mi je to res pomembno. In tukaj iz tega vidika jaz velikokrat podelim v storijih, ne, zdaj glih tam na Facebooku na javno ne dam, ampak recimo v storijih, tako iz svojega življenja podelim, kaj smo skuhali, ali pa, ne vem, ja, ali pa kaj, ne vem, zanimivega sem odkrila v zvezi s kuhanjem in tako naprej, ne. Ne delim zdaj zraven, zakaj to počnem, ali pa zakaj mi je to pomembno, ali pa zakaj jaz delam, ne vem, skirove bombice, visokobeljakovinske, ne, skratka, ampak podelim te zadeve, ker so to neke, bom rekla, tiste tudi osebne vrednote, ki sem jih pripravljena podeliti. In pa tretja, mogoče v sklopu, kaj sem pripravljen deliti v zvezi z mojo rešitvijo in načinom dela. Ja, tukaj velikokrat vidim, se ljudje pravzaprav nikoli ne vprašajo, kaj sem jaz pripravljen javno govoriti o tem. Ja, eni celo zamrznejo, pa rečejo, jaz ne bom nič delil o svojem, ne vem, o svojih rešitvah, pa načinu dela, pa tako naprej. Pa imamo pa tam na drugi strani skrajnost ljudi, ki bi pa podelili vse, ne. Skratka, tudi tukaj si lahko postavimo malo mejo, kaj sem pripravljen deliti v zvezi z mojim načinom dela, z mojimi rešitvami in tako naprej. Gremo v drugi sklop vprašanj. Spet zelo logično vprašanje, ampak če si ga še nikoli nisi zastavil, česa nisem pripravljen deliti. Ja? Dejansko, da si postaviš mejo, standard, pravilo, česa nisi pripravljen deliti, bodi si recimo, ne vem, iz osebnega življenja, v zvezi poslovnega življenja in tako naprej. Recimo, ena od stvari, ki sem si jaz zadala, nisem pripravljena deliti stvari, ki so vezane v mojem privat življenju, vezane na mojo širšo družino. Mislim, da se reče na primarno družino, to so recimo, ne vem, moja mama, sestra in tako naprej, ne. Skratka, v mojem biznis življenju so stvari, ki ful vplivajo, ja, so stvari, ki so situacije, ki vplivajo na moj biznis, name in tako naprej, pa jih nisem, ne bom rekla povzročila, ampak niso samo moje, ne, so tudi vpliv širše družine ali kakorkoli, ampak sem se odločila, da teh situacij ne delim. Ja, čeprav me včasih mika, da bi napisala objavo, ne vem, dolgo 2500 znakov, v kateri pojamram vse zadeve, kako me zdaj, ne vem, ovira to in zaustavlja ono in tretje in kaj se dogaja v življenju in tako naprej. Ampak sem se odločila pač recimo, da tega ne delim, ne, da stvari, ki so vezane na druge ljudi, ne delim, čeprav imajo vpliv name in na moj biznis, ja. Tako da tukaj si pač postaviš neki svoj standard. Recimo tudi standard, česa nisem pripravljena deliti v zvezi s svojim biznisom. Ne. V svojem biznisu sem se odločila, ne govorim o imenih strank, kar nekje recimo vidim v nekaterih podcastih in tako naprej, ali pa nekih teh objavah ljudje, nekateri čisto brez problema podelijo imena in tako naprej. Jaz sem se recimo odločila tega definitivno ne, tudi če pač imam dovoljenje ali karkoli, ne. Ne delim nekih zelo specifičnih situacij ali zgodb svojih strank in tako naprej, ne. Skratka, vedno delim samo stvari, ki se širše strankam dogajajo, ne. To se pravi, če je to neka splošna stvar, ki se dogaja vsem, jo podelim, ne. Pa še takrat se prepoznajo včasih kakšni ljudje, ki sploh jih nisem niti imela v mislih, ali pa niti nisem vedela, da se jim to dogaja, zato ker smo si pač toliko podobni, ne. Jaz rečem, vsi smo krvavi pod kožo in imamo podobne situacije, podobne probleme, podobne izzive in vse te zadeve in delim neke splošne stvari, ne. Skratka, spet postavimo si mejo, česa nisem pripravljen deliti. Ja? Zdaj pa tretje vprašanje, sestavljeno iz 2 delov, je pa, koliko sem pripravljen deliti in kdaj. Ja? Zdaj, situacije, recimo, ne vem, kot so zgodbe, ne, sem že prej omenila, v raznih naših zgodbah so vpleteni drugi ljudje, ne. Mi lahko delimo naše zgodbe, ne da bi rabili pri tem omenjati druge ljudi. Ja, to se pravi, recimo, to je pri meni eno pravilo, ne, da pač imam mejo, kaj v zvezi z nekimi določenimi zgodbami podelim, ne da vpliva na vse ostale zadeve. Recimo, kaj sem pripravljena, koliko sem pripravljena deliti in kdaj v zvezi recimo z mojo rešitvijo, v zvezi z mojim znanjem. Ne, sem že prej omenila, recimo jaz sama dolgo časa nisem delila nekih detajlov, kaj počnem ali pa kaj vem ali pa tako naprej.
dokler nisem prišla do spoznanja, ampak to pride pač s prakso, pol, ko vidiš, kaj pravzaprav je tvoja dodana vrednost, da zdaj vem, moja dodana vrednost je v tem, da dejansko ljudem pomagam implementirati, sploh danes v dobi AI-ja, pa praktično tudi, če ljudem povem vse, še ne pomeni, da bojo jutri to imeli narejeno. Ja? Jaz vem, da pač, če pridete k meni, boste stvari, in če seveda delate, boste stvari imeli narejene, jaz vas vodim, vam pomagam premagati in ovire in omejitve oziroma kakšne pomisleke in vse te zadeve. Ni pa moje znanje v smislu tisto, ne vem, to pa tako moš narediti ali pa ne vem, to pa to, tisto, kar je pravzaprav. Ne? Skratka, in tukaj sem si razčistila, koliko sem pripravljena deliti in kdaj, oziroma kdaj. Tale kdaj se pa bolj nanaša na situacije. Recimo sama sem si postavila mejo, oziroma moj standard, da ne delim stvari v zvezi zlasti z mojim zdravstvenim stanjem ali pa z mojimi kakšnimi drugimi situacijami v afektu. Ja, najbolj tipična situacija, ki jo verjetno poznate, tisti, ki me dlje časa spremljate, veste, da sem leta 2024 dobila diagnozo raka. Jaz v tistem momentu, čeprav je bilo tisto, kaj zdaj, vem, da bo to tudi vplivalo na biznis, vem, da mogla sem zaustaviti biznis, mogla sem ne vem kaj vse narediti, ne. Ampak kljub temu takrat v afektu nisem šla deliti, prvič zato, ker nisem želela imeti vpliva od ostalih nase, po drugi strani nisem želela, ne vem, karkoli že, vendar pa sem bila potem pripravljena to zgodbo v okviru seveda biznisa in v okviru tega, kako je to vplivalo name iz biznis vidika in vse te zadeve podeliti po tem času, potem, ko sem pač, bom rekla, določene stvari čez to premislila in tako naprej, ne, skratka, ampak to je zdaj moja zgodba, ne, jaz sem se odločila, jaz svojih situacij, bodisi zdravstvenih, bodisi kakšnih drugih, pač v nekem določenem momentu ne delim, sem jih pa morda pripravljena, če so pač vezane na biznis in na nekaj, kar tudi druge ljudi lahko opolnomoči skozi to zgodbo, pripravljena podeliti mogoče čez nek določen čas. Ja? To se pravi, 3 vprašanja, kaj sem pripravljen deliti, logično, česa nisem pripravljen deliti in pa koliko in kdaj sem pripravljen te stvari podeliti. Evo, zdaj pa v bistvu še tisto, kako vnesti to pristno prisotnost na spletu, oziroma kaj je pravzaprav tisto, 3-4 stvari bom navedla, ki jih jaz v svojih programih pri svojem delu vnašam, spodbujam pri strankah, da v bistvu to vnesejo v svoje delo in so tisto, kar pravzaprav dela pristno prisotnost. Ja? To ni delitev svojih zasebnih fotk iz morja ali pa iz kjerkoli, ki smo ravno zdaj v poletnem času. To ni razgaljanje v smislu delitve vseh osebnih detajlov in tako naprej, ampak v prvi vrsti je pisanje oziroma izražanje iz sebe. Ja? Mogoče se sliši čirulečaro ali kakorkoli, ampak gre prva stvar, ki, bom rekla, naredi tisto pristnost in drugačnost in to, da je to res vaše, je to, da pišemo oziroma se izražamo iz sebe. Kaj za to pomeni? Jaz dostikrat pravim, da nas večino časa vozi, 70-80% časa vozi z zategnjeno ročno zavoro. Ja? To se pravi, ko objavljamo nekaj, ko gremo nekaj posnet in tako naprej, se zna zgoditi, da se samo cenzuriramo, to je predvsem, bom rekla, naš ego nas cenzurira, pa reče, tega pa ne smeš povedati, kaj se bojo pa mislili in tako naprej. Skratka, izražanje skozi sebe, izražanje svojega pogleda. Če želite, je tudi, bom rekla, neki izraz, recimo, če vam je bližje izraz, povedati svojo resnico, povedati svoje mnenje, govoriti iz višjega jaza, ja. To so stvari, ki mogoče se nam na eni točki zdi, da jih počnemo, da smo odprti, da povemo, v resnici se mi zdi, da na neki točki, vsaj jaz sem sama tudi pri sebi to videla, se na neki točki se cenzuriramo, ne. In takrat pravzaprav nismo pristni, ja. To se pravi, pristnost ni nujno fotka, ni nujno zgodba iz našega življenja, včasih je samo to, da se pristno znamo izraziti in da res delujemo iz sebe. Zdaj, mimogrede, mogoče povabilo, če gledaš tole v realnem času,
konec avgusta 2026 sem pripravila res en tak kratek program, 5 dni po 1 uro, nič tehničnega, nič zahtevnega, res samo čas zase in pa zato, da gremo čez cel koncept te pristne spletne prisotnosti, da zgradimo, pravzaprav postavimo temelje in tam bomo pravzaprav se dotaknili tudi tega, kako priti do tega, da se res izražamo, pišemo, izražamo se skozi sebe in kaj to v resnici pomeni in kako pravzaprav tudi pridemo do tega. Druga stvar, deljenje svojih vrednot, že prej sem omenila, ne, to se pravi, da skozi naše objave, skozi naša sporočila izrazimo tisto, kar so naše vrednote, ja. Tudi to bomo delali na samem tem, na tej aktivaciji spletne prisotnosti, to se pravi, katere vrednote in na kakšen način jih pravzaprav vnesti, da gradijo to našo pristnost. Deljenje svoje edinstvenosti, tretja stvar. Že prej sem omenila, ne, na spletu smo eden od mnogih, mogoče smo eden od 10, 20, 30, mogoče celo 100 ali pa 200 ljudi, ki počne isto stvar v isti branži, na istem področju, pa vendar je nekaj našega edinstvenega, ja. In ko znamo to izraziti, ko znamo to prinesti v naše objave, v naše pojavljanje, mimogrede tudi, če delaš z AI-jem, že pred časom sem govorila o tem, kako dati AI-ju svoj glas oziroma kako ohraniti svoj glas in je bila to ena od stvari, to se pravi, da delimo stvari, da znamo to svojo edinstvenost in vse te stvari vnesti. Še nekaj, marketinški glas oziroma mogoče boljši izraz branding glas, svoj ta osebni glas. Mnogi gledajo branding kot samo, to je pa, ne vem, take barve, pa taka pisava, pa tak logotip. V resnici ena najmočnejših stvari, ne, mimogrede jaz logotipa, kljub temu, da imam že drugi ali tretji logotip, pa večina najbrž sploh ne ve, kakšen je moj logotip, ne, sem jaz logotip kar sama sebi z mojim obrazom. Skratka, tisto, kar nam lahko zelo močno olajša delo oziroma zelo, bom rekla, pomaga pri tej pristnosti, je tudi ta naš branding glas. Kako v bistvu oblikovati ta svoj marketinški glas, da bo edinstven oziroma majčkeno bolj drugačen, majčkeno bolj slišan, majčkeno bolj izstopa, pa ne s tem, da mi kričimo in skačemo in ne vem kaj, ampak s tem, da znamo stvari povedati na drugačen način. Tudi to bo del aktivacije konec avgusta. In pa še en namig, enkrat mi je rekla ena punca, ena moja stranka, prav, ja, veš kaj, Maruša, vedno, ko pomislim nate, se spomnim na eno stvar, ki sploh nima veze s tvojim biznisom. Ki sploh nima veze, ne, z ničemer od zadev, katerimi delam. Mogoče nekaj v zvezi z hrano, ki jo delim, mogoče nekaj v zvezi iz osebnega življenja, kar sem podelila, ali kaj tacka. Žal mi takrat ni potem povedala, sem pustila zgodbo tako, kot je. Ampak kar želim tukaj izpostaviti, je pa to, da ko delimo osebne zgodbe, ko delimo stvari iz osebnega življenja, ponavadi imajo tudi večji doseg, zato ker pač se ljudje mogoče s tem še majčkeno bolj poistovetijo. Enkrat mi je celo ena rekla, sploh nisem vedela, da imaš otroke, ne, mi smo pa punce že najstnice, ne. Skratka, in rekla, to čisto drugače rezonira z mano, ker imam tudi otroke, ne, kakor pa če ti ne bi imela otrok. Ampak tisto, kar želim poudariti tukaj, sploh pri deljenju osebnih zgodb, je pa to, oziroma osebnih zadev, da jih včasih delimo oziroma lahko so dobra iztočnica za pogovore. Ja? Tako kot je meni ta punca začela, pa rekla, ne, nisem vedela, da imaš otroke, pa druga punca, ki mi je rekla, nate se vedno spomnim, ko ne vem, neko zadevo. To so zgodbe za pogovore. Ja? To je tisto, kar odpira priložnost, da ko se mogoče srečamo v živo, ne skočimo takoj v biznis, ampak se lažje poistovetijo ljudje z nami, lažje navežejo stik in tako naprej. Tako da osebne zgodbe so vredne deljenja. Včasih se kakšen poezi pa rečejo, te osebne zgodbe dobijo več efekta oziroma dobijo več ogledov, ja, ampak imajo, bom rekla, tudi svojo podlago, tudi v tem, da pravzaprav vzpostavljajo stik med nami in našimi potencialnimi strankami oziroma našimi kolegi, partnerji, poslovnimi in tako naprej. Tako da, konec avgusta, še enkrat povabilo, konec avgusta 2026, če tole gledaš v realnem času, aktivacija pristne spletne prisotnosti, skratka,
Tak program, nič tehničnega, nič zahtevnega, urica časa, 5 dni zapored, urica časa na Zoomu ali pa posnetku, samo zate, samo zase, vsak zase dela, ne bo se treba nič izpostavljati, nič, nihče te ne bo videl na Zoomu in tako naprej. Skratka, res se posvetimo vsak sebi in svoji spletni prisotnosti, da jo začnemo graditi od znotraj navzven, torej iz sebe, ne pa iz nekih zunanjih faktorjev.